Zdravo. Moj današnji gost je v Sloveniji številka ena v tem, kar počne. Ključ moje uspeha ni bila niti nadarjenost, niti da sem imel ne vem kakšne pogoje, ampak se dejansko bil vztrajen. Trikratni dobitnik olimpijske medalje na 3 olimpijadah, je dvakratni evropski prvak oziroma dobitnik 6 medalj iz evropskih in svetovnih prvenstev. Sem samo eden 3 jadralcev na svetu, ki ima 2 medalje iz razreda laser v zgodovini jadranja. Verjetno je najboljši slovenski jadralec vseh časov, svetovna zvezda laserja in fina. Sem nekako v vsaki regati, v vsaki priložnosti bil vedno v igri za najvišja mesta in to je trajalo dosti let. Ja, Vasilij Žbogar je moj današnji game changer. Odjadrajte z nama, fino bo. Čau. Tako je, evo, kaj smo se dobili. Kakšen je znak za štart regate? Uradno je spust zastave. Ko spustijo zastavo, pride tudi pisk. Tako. Kako bi ti želel, da bi te javnost poznala? Za nekoga, ki je zelo vztrajen, ključ moje uspeha ni bila niti nadarjenost, niti da sem imel ne vem kakšne pogoje, ampak se dejansko bil vztrajen. A veš, da je meni dejansko, ko sem delal nek tak research, so rekli, med vsemi jadralci je bil on največji delavec. Šport ti daje eno izjemno priliko, da se spoznaš samega sebe. Sem dejansko dosegel neko večjo psihološko moč. Sem bil vedno bolj umirjen kot ostali, ker sem vedno bil prepričan, da delam več kot ostali. Jaz sem rekel pač, da človek, ki je osvojil na 3 olimpijadah 3 olimpijske medalje v 2 različnih disciplinah, 2-krat evropski prvak, 6 medalj iz evropskih svetovnih prvenstev. Mislim, če to ni najboljši slovenski jadralec vseh časov, kdo je pol? Ja, jaz se ne rad hvalim z rezultati. Slišal sem tudi, da si svetovna zvezda fina, ne? Sem nekako v vsaki regati, v vsaki priložnosti bil vedno v igri za najvišja mesta. Mislim, da je ključnega pomena, da spoštujejo tvoje uspehe, tvoji nasprotniki. Še dan danes, kjerkoli grem in se srečam s svojimi nasprotniki, se mi klanjajo, kajti tudi oni vejo, kakšne pogoje sem imel za jadrat, vejo, iz kje prihajam. To je po tvojem mnenju pa številka 2, pa številka 3. Evo recimo, Vesna Dekleva je bila 4. na olimpijskih igrah in Klara Mavčec. Gašper Vinčec je bil tudi v boju za medalje. Jadranje v zadnjih 5-6 olimpijadah ima vedno enega ali celo 2 kandidata za medalje, kar smo fenomeni. Te, ki navedel, so vsi iz Burje? Ne, iz različnih klubov. Ampak Izolani ste tukaj najdlje od klubov. Pa dobro, je tudi Koper, je tudi Piran. Bom rekel, te 3 klubi so na obali bili vedno konkurenca med sabo in ta konkurenca je bila vedno tako zdrava, da je obrodila vedno dobre jadralce. Koliko množičen šport je jadranje? Jadranje splošno je ogromno. Če lahko pogledam samo to, da recimo ena Italija ima 2 milijona verificiranih jadralcev. Če pogledam Ameriko, to so milijonske številke. Definitivno sodimo med ene najštevilčnejših športov. Samo v Sloveniji nimamo tega občutka, ne? Mi smo zelo poznani tako po dobrih jadralcih, kot po dobrih dizajnerjih, brata Justin, Jakomin, Šipmani, Elan. V tako majhnem prostoru je to en izjemen uspeh. A bi ti znal odgovoriti, zakaj si izbral jadranje? Kliker tam okoli 20. leta. Enostavno sem se vprašal, Vasilij, kaj želiš? Že hočeš študirati? Sem rekel, študiral bom in bom končal študij, to ne bo nekega večjega problema. Potem sem tako razmišljal, sem rekel, mislim, da v športu, zdaj s tem jadrom nekaj znam, grem se ga loti profesionalno, ali pa se bom fakulteto, sem rekel, fakulteto tudi lahko čez 5 let začnem delati. In sem rekel, veš kaj, gremo probat. In sem pobral kovčke in sem šel v Split trenirati. A tudi še zdaj greš vsak dan jadrat? Recimo, zdaj te dni sem vseh šel na vodo, jaz čim vidim, da zapiha, grem na vodo. No. Ampak kako pa to, da si ves čas svoje kariere ostal v solo klasah? Ne, jaz sem probal tudi v 470, sem menjal par partnerjev in nikakor se nisem z nobenim mogel ujeti, prav zaradi moje vztrajnosti, po moje. Ampak zdaj si pa na Finu, ne? V Finu sem bil do olimpijskih iger v Riju, do 2016. Kaj si pa rekel, klej nim zame več izzivov, rabim imeti novo klaso in še enkrat dokazati nekaj, ali kako? Kaj je bil razlog? Razlog, da sem končal s Finom, Ne, z laserjem. da razložim, da je laser je one design. Torej so vse jadrnice enake. V razredu Fin pa so vse jadrnice različne, prilagojene lahko po tvojih željah. Naprej sigurno ne bi šel v laserju, ker mi ni bilo več izziv, mislim, da sem tudi dosegel maksimum, kar se je dalo. Sem samo eden 3 jadralcev na svetu, ki ima 2 medalje iz razreda laser. Sem
dobil ta nov izziv prav v razredu Fin, ker je bila ta nova zadeva, da si mogel se razumeti, kako se delajo jadra, kako se delajo jadrnice, kako se delajo najmanjši detajli na barki. Koliko časa pa bolj to traja, ta proces, da si barko natrimal? 6 let. Čeprav tako nam laikom, takrat, ko si naredil ta prehod iz laserja v Fin, je bilo najbolj fascinantno to, ko si javno povedal, jaz moram pridobiti toliko in toliko kil. To je zelo kompleksna zadeva, bolj kompleksna, kot sem si jaz mislil. No. Jaz mislim, da sem tle imel največje probleme od vsega. Zrediti se ni težko, ne? Zdaj se zapreš doma in ješ in se zrediš. Samo to v športu ti ne pomaga. Ne? Ti rabiš mišično maso in graditi mišično maso. Koliko časa si rabil za ta proces? 4 leta. 4 leta? 4 leta sem potreboval. Kaj za laser rabiš med 75 kg? 80 kg, tako 75. 80 za Fino, okoli 100. Ampak zdaj za Tokio sem pa malo pozen. Ne, sej za Tokio ne bom nastopal. Nov izziv zdaj vidim v tej novi klasi. V novem razredu, tako, ki bo v Parizu. Drugače poznavalci jadranja so rekli, da Fin je med vsemi klasami verjetno fizično najnapornejša. To greš na maksimum in si celo krmo na maksimumu in prideš... Ampak kaj tam fizičnega delaš? Prosto pumpanje je, tako da ni omejitev, drugi razredi imajo omejitev, da se ne sme. Vsak zavesljaj potegneš nekje od 70 do 100 kg. Delaš pa nekje od 20 do 25 zavesljajev na minuto. Vsak jadralec bo ti rekel, da to je, vsak, ki to prova, bo rekel, da to je nekaj nehumanega. Ampak te jadrnice z balastom, to, kar si rekel, da ti je izziv ta nova klasa, ki se bo olimpijska naredila, tukaj pa ni toliko naporno. Ne, tukaj je zopet neka drugača zvrst jadranja. Zdaj je bilo na olimpijskih igrah več ali manj jadranje med oznakami, to pa bo zdaj etapna. Se pravi, bo od točke A do točke B. Vsi štartajo, tisti, ki prije prvi na cilj, ta je zmagal. Enkrat sem varal nekaj, da se je pripravljal za America's Cup, da bi bil driver na eni barki. Sem bil tudi že driver na eni barki, in to na španski. Končali smo 4., smo bili zelo uspešni. Ti si bil driver, ali kakšno vlogo? Ja, jaz sem skipper, ja. Zdaj je veljalo, da je Zvezda najbolj tehnično zahtevna klasa, ni bilo? Ja, zelo zahtevna, ja. Meni se zdi, da ti, ki so pa na foilih katamarani, da to je pa še bolj zahtevno. To pa bi rekel, da je manj zahtevno. Je definitivno bolj tehnično podkovana Zvezda, ker moraš tudi računati vsak val, tok, ki v foilu ni. Prihodnost tekmovalnega jadranja so foili? Ja, jaz mislim, da ja. A to ambicijo, da bi še nekakšen America's Cup šel? Še zmeraj obstaja, jaz bi rad šel na America's Cup, problem, da so zdaj nove klauzule. Nove klauzule pa onemogočijo jadralcem, ko sem jaz, da pristopijo k nekemu kozorciju. Zato, ker so vezane na svojo državo. Povprečen državljan pogleda tisto, kar je najbolj dostopno. In v igri velikih so America's Cup, Volvo, Race, pa recimo jaz Vendée gledam pač take tiste 4 leta. Katere od teh 3 bi bila tebi najbolj všeč? So mi rekli, siguren bo rekel America's Cup. Ja, dobro, bo rekel America's Cup. Kar se tiče Volvo Ocean Racing, sem tudi že razmišljal in sem tudi nekako se že dogovarjal, da bi mogoče sodeloval z eno ekipo. Se pol to, mislim, da nisem tip. Nisem tip, zato jaz malo komod sem tle, če lahko tako rečem. Jaz imam rad to potu zjutraj, kavico, lepo spiti. Jadralci na Finu imate izredno velik vpliv v jadranju. In če hočeš America's Cup voziti, da to te iz Fina pripeljajo tja? Zato, ker smo fizično najbolj pripravljeni, kar se tiče jadranja v jadralskih krogih in seveda v America's Cupu za poganjati vso hidravliko potrebuješ moč. Koliko je tam? 100 ljudi? Koliko je to ekipa? V povprečju med 100-120 ljudi. 80% je dizajna in ekipe, 20% je jadralcev. Kje je v jadranju je biznis? Kje je denar? Denar je na velikih jadrnicah, na splošno. Ok, ampak to zato, ker nek lastnik plača, kaj, in pol 52 klasov voziš? TP, 52, dobro plačani jadralci, dobro plačane posadke, Sydney, Hobart, Barcolana. Se pravi, olimpijske igre, svetovno prvenstvo so za čast in slavo. Tako. To imaš pa kaj, Masterse, ker je gotovo nekdo, mislim, si predstavljam, če se moraš ti na Florido pripeljati, se že logistika požge enega denarja. Pazi, mi imamo miniaturne budžete proti nekaterim, če govorimo v olimpijskih razredih. Problematično je v Finu, ker si narediš jadrnico po sebi. Ja. In seveda moraš tisto voziti okoli. In potem tisto ta dobro, ko sem naredil, sem mogel narediti 2 kopije. Vsaka jadrnica stane 25 do 30 tisoč evrov. Sem jih mogel kupiti 3, ker ena je šla v Rio, ena je bila doma in ena je šla
Novo Zelandijo. Za nekega takega vrhunskega jadralca, tvojega kova, je v bistvu sponzorski denar tisti, ki ti omogoča živeti od tega. Absolutno ja. Sem že takrat mogel v sponzorski denar, ki sem si ga pridobil, vložiti v strokovnjake, ker drugače ne bi uspel. Koliko pa država poskrbi za medaliste z olimpijskih iger? En primer, če povem iz Aten, smo dobili takrat spomnim, 2,5 milijona je bilo tretje mesto na olimpijskih igrah, z meni se zdelo to blaznega velikega denarja. Takrat se ni splačalo vzeti vse ven, ker si potem mogel plačati in dohodnino in davek, in so rekli, lej, bomo izplačevali leto po leto v 4 obrokih. Lih takrat je prišlo, da je prišlo v evre, se je praktično iz 2,5 milijona si dobil 12,000 evrov in potem še to se je tako porazdelilo, da je, ne vem, prišlo ven neka smešna cifra, ampak v jadranju imaš to srečo, ki verjetno v nekaterih drugih športih ni kot v veslanju recimo, da lahko potem, če si narišeno ime, to potem tudi skozi življenje unovčiš. Kje pa vidiš, recimo po zaključku tega športnega dela svoje kariere nadaljevanje? Tudi sam imam te dileme, kaj bom počne v prihodnosti, kot sem rekel, zdaj je ta cilj leta 2024, če bom uspel. Katere kategorije športnega jadranja ti priznavaš? Kar se mi zdi dober cirkuit je TP52, Volvo Ocean, to je tudi zanimivo, ga tudi jaz gledam in spremljam. American Cup, normalno, to bom rekel, da vsak gleda. Potem pa je recimo mod, foiling mod mi je meni zelo zanimiv. Ampak kaj bi pa rekel, da je tvoja najljubša jadrnica? Jaz bom rekel še zmeraj, da je laser. Ti je bolj všeč kot film? Ja, je bolj enostavna, ne? Ni toliko komplicirana, je pač tisto jadranje najbolj pomembno, tehnika, taktika, pri filmu pa je že zelo kompleksne zadeve. Če pa recimo odmiselnost, da je res tekma pa olimpijska klasa, pa če te še enkrat vprašam, katero jadrnica bi bila tvoja najljubša? Skoraj bi rekel Zvezda, ker je res zelo tehnična. No? Aha. Zelo tehnična in je lepa za jadrati, je takšna poseben občutek je na njej. Katero jadrnico bi si želel, če bi si kupil, če denar ne bi bil problem, pa katero bi si kupil, če bi denar bil problem? Če denar ne bi problem, sigurno bi te foiling nove od American Cupa probal in probal jadrati s tem. Ko pa je denar problem, pa monotipi, vse kaj monotipi, tudi Seascape so monotipi. Prekleto fejst mora biti človek motiviran, da 35 let ima in fokus in to na taki ravni. Jaz nikoli nisem postavljal cilja. Jaz nisem postavljal cilj, da bi osvojil olimpijsko medaljo, ker sem mislil, da je to neka posledica. Sem raje gledal motivacijo, to, da jaz vsak dan se nekaj naučim, vsak dan nekaj novega. Vsak dan boljši od včeraj biti. Tako. A so bili kakšni trenutki, ko si pomislil, da je kariera končana? Ne vem, poškodba? Dostikrat. Premagal sem tako, da sem bil vpisan na fakulteto. Ko sem imel poškodbe, ko se mi ni dalo več nič, ko sem bil štuf jadranja in sem rabil mir in sem rabil čist neki totalno kontra. Sem rekel, kaj bom študiral, pa je, kaj če. Je izjemna rekel, tehnica, šola, šport, ker tam si maksimalno obremenjen fizično, tukaj si psihično in to gre tako dobro skupaj v določenih momentih. Kaj ti misliš, da si delal drugače, da si uspel v primerjavi z drugimi? Jaz mislim, da razliko, kar sem naredil, da sem mogoče sprejel neko dejstvo, da pri nas še nimamo ustreznega kadra in sem gotovil, da moram jaz to izkušnje poiskati druge. Zdaj, recimo ti zdobil 3 olimpijske medalje, ne? A misliš, da je to pripomoglo k popularizaciji športa? Absolutno ja. Ampak v primerjavi z judom se mi pa zdi, da ne toliko. Ja, mogoče je tle v jadranju problem specifičen, ker so kapacitete omejene. Po vsaki medalji je bilo ponavadi duplo ali pa krat 3 vpis v klube. Problem je, da jih ne more sprejeti, ker bark jih imamo toliko, imamo 10 bark za začetnike. Ampak tako generalno, a jadranje pridobiva na popularnosti ali ne? Jaz mislim, da konstantno pridobiva na popularnosti. A je percepcija, da jadranje je eliten šport? Jaz mislim, da je. Je percepcija, ampak ni eliten šport. Se da tudi z relativno nizkimi stroški skozi klube. V svetu je prepoznavno slovensko jadranje ali ste bolj posamezniki prepoznavni? Mislim, da smo bolj z ene strani posamezniki, ki pa vežejo na to, da rečejo, kakšen sistem pa imate tam v Sloveniji, da uspeste vsake olimpijske igre imeti nekoga. Primer Italija, ker ima iz zadnjih 5 olimpijskih iger manj medalj kot Slovenija. Pa s budžetom, ki si jih ne moremo niti predstavljati. A na dopust polet greš tudi na jadrnico? Absolutno. Jaz ponavadi imam tako en mesec
moram biti z jadrnico na dopustu in 2 tedna na smučanju. Kam pa greš z jadrnico, ko greš na dopust? Na Hrvaško. Hrvaško. Ja. Kaj je zate asociacija na vrhunski produkt? Neka kakovost produkta. Kaj pa se ti zdi asociacija na vrhunski marketing? Da mi nekaj ni vseljeno, da nimam občutka, da mi je nekaj vseljeno. To me odbije. Kaj pa bi rekel, da ti je asociacija na zadovoljno stranko? Nek nasmeh, nek užitek, ki vidiš v očeh. Kaj ti bi bila asociacija na dream business? Za meni je, dream business že to, da sem lahko, imam to priliko, da sem na jadrnicah velikih in da jadram recimo na Azimut Europa z 24 člani posadke. To je že dream business sam po sebi, brez da bi rabil kaj še dodatnega. A bi tem mojim gledalcem Game Changer intervjujev dal kakšno misel za spodbudo? Neka misel, ki jo vedno nosim, je izkoristite vsako situacijo za to, da spoznavate sami sebe. In edino tako boste lahko v vsaki spremembi, v vsakem Game Changeru lahko reodgrirali najboljše, kar lahko. Hvala ti.